bomo predstavili, kjer vam bomo predstavili pravila aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja in pa dva primera dobre prakse. Drug del seminarja bo pa potekal v obliki skupin, kjer boste imeli možnost izmenjave izkušenj. Ta del seminarja pa ne bo posnet. Za izvedbo današnjega seminarja smo se odločili, ker dobivamo od vas kar veliko vprašanj, kar se tiče same izvedbe aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja, ker če smo lani se pogovarjali samo o virtualnih aktivnostih, pa letos že se da potvati, že se da aktivnosti izvajati v tujini, ne čisto vseh, zato so določene aktivnosti tudi kombinirane, ampak vsemu temu še več v nadaljevanju današnjega dogodka. Na vprašanja, ki se bojo pojavljala v chatu, ne bomo odgovarjali. Če boste imeli vprašanje, dajte dvigniti roko in si prižgati mikrofon in vprašati. Drugi del srečanja, ki bo potekalo pa v skupinah, boste imeli pa možnost postavljati vprašanja v Padletu, tako da vas vabimo, da vsa nerešena vprašanja zapišete tja. Povezavo do tega Padleta boste pa še tekom srečanja dobili. Zdaj pa kar predlagam, da gremo naprej na pravila. Najprej, kar se tiče pravil virtualnih aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja. Tukaj je prišlo do spremembe glede na lansko leto. Minimalno trajanje virtualnih aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja ni več 3 delovne dni, ampak 1 delovni dan. Kar pomeni, da tudi če ste že lansko šolsko leto naredili kakšno virtualno aktivnost, ki je trajala vsaj 1 delovni dan, jo lahko zavedete v Mobility Tool kot virtualno aktivnost. 1 delovni dan je vsaj 4 ure programa, od tega mora biti vsaj 2 uri sodelovanja s partnerji. Sofinanciranje vam je že poznano, gre za 15% individualne podpore, kar znese 8,7 evrov za učence oziroma dijake in pa 15,9 evrov na dan za osebje oziroma učitelje. Izvedbo dokazujete s programom dogodka in pa potrdili o udeležbi. Ta potrdila morajo biti podpisana s strani gostiteljske organizacije, lahko so pa skupna za vse udeležence. Ni nujno, da ima vsak udeleženec svoje potrdilo, lahko je skupno za vse udeležence. Kako te aktivnosti vnesti v Mobility Tool? Smo za vas pripravili 2 videa, si jih lahko pogledate. To predstavitev, ki jo bomo danes uporabili, bomo tudi vsem poslali, tako da in v tej predstavitvi so tudi povezave do YouTubea, kjer se nahajajo te videi o vnosu v Mobility Tool. Fizične aktivnosti, ki so se začele spet izvajati, kar smo zelo veseli, pa morajo trajati minimalno 3 delovne dni. 1 delovni dan je vsaj 6 ur programa. Sofinancira se pot, to sofinanciranje poti je odvisno od pasa razdalje, zato morate uporabiti ta kalkulator razdalj, ki ga je pripravila Evropska komisija. Poleg sredstev za pot pa udeleženci prejmejo tudi individualno podporo, ki znaša 58 evrov za učence oziroma dijake in pa 106 evrov za osebje na dan. Dokazujete tudi izvedbo te aktivnosti s programom in pa potrdili o udeležbi, ki so lahko, kot sem že prej omenila, pri virtualnih aktivnostih učenja, poučevanja in usposabljanja, skupinski ali individualni. Tudi tukaj za fizične aktivnosti smo za vas pripravili videe, tako da si jih tudi lahko ogledate, da bo vnos v Mobility Tool čim lažji.
Zdaj pa še ta tretji tip projekta, ki se je začel pojavljati v teh naših koronskih časih, je pa kombinirana LTT aktivnost. Kaj zdaj to pomeni? To pomeni, da so določeni udeleženci prisotni, fizično določeni, virtualno ali pa mogoče udeleženci enega celega partnerja v virtualni, vsi ostali partnerji pa v fizični obliki. Tukaj je več različnih variacij te kombinirane oblike. V primeru, da je pač ena skupina udeležencev v virtualni obliki, ostali v fizični, potem gre to za kombinirano aktivnost. Trajanje je tukaj pač odvisno od tega, za kater tip udeležencev gre oziroma v kakšni obliki so ti udeleženci prisotni. Če so prisotni v virtualni obliki, potem je minimalno trajanje vsaj en delovni dan in tudi tukaj je en delovni dan vsaj 4 ure programa. Za udeležence v fizični obliki pa velja, da je minimalno trajanje vsaj 3 delovne dni. In program je pa za udeležence v fizični obliki vsaj 6 ur na dan. Sofinancira se pri fizičnih udeležencih kot pri fizičnih aktivnostih učenja, poučevanja in usposabljanja, pri virtualnih udeležencih pa enako kot pri virtualnih aktivnostih učenja, poučevanja in usposabljanja. Tudi tukaj za dokazilo potrebujete program in pa potrdilo o udeležbi. Tudi tukaj je lahko potrdilo skupinsko ali individualno. Za vnos v Mobility Tool si lahko pomagate z videi, ki so bili predstavljeni pri prejšnjih drsnicah, to se pravi, kako vnesete udeležence virtualne aktivnosti in pa kako vnesete udeležence fizične aktivnosti. Zdaj, to aktivnost, kombinirano LTT aktivnost, lahko v Mobility Tool vnesete kot 2 ločeni aktivnosti, a ne. Za tiste udeležence, ki so bili v virtualni, kot virtualno aktivnost učenja, poučevanja in usposabljanja, za udeležence v fizični obliki pa kot aktivnost v fizični obliki. Lahko pa glavni koordinator, tisti, ki vnese aktivnost v Mobility Tool, izbere kombinirano aktivnost, pa potem vsak partner zase vnese pač udeležence ali kot fizične udeležence ali kot virtualne udeležence. Veliko vprašanj, ki smo jih dobivali z vaše strani, se je nanašalo na spremembe aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja. Spremembe so možne in zato ni potrebno sklepati dodatka k sporazumu, a ne. Vi lahko zamenjate lokacijo, še zmeraj se je treba držati tega, da so aktivnosti pač lahko izvedene v partnerskih državah, izjemoma tudi v državah, kjer je sedež Evropske unije. Lahko spremenite tip aktivnosti, na primer, če ste planirali aktivnost za učence oziroma dijake, zdaj pa pač se niste odločili za tak tip aktivnosti, ampak bi izvedli samo aktivnost za učitelje, je ta sprememba možna. Lahko spremenite trajanje aktivnosti, a ne, če ste planirali, da boste naredili, ne vem, 7 dni, pa zdaj vidite, da bo šlo samo 5 dni, še zmeraj se je pa treba držati pač pravil, ki se tičejo trajanja različnih tipov aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja. Lahko zamenjate vrstni red aktivnosti, a ne, zdaj, če je ena država na temno-rdečem seznamu, druga ne, lahko zamenjate, pa greste najprej v neko drugo državo, kot pa ste planirali. Tako da to se čisto da narediti. Še vedno je pa treba s temi aktivnostmi slediti zastavljenim ciljem projekta in v primeru, da se boste za spremembe odločili, dajte o spremembi obvestiti skrbnico, zato da si mi te spremembe zabeležimo.
Tako kot sem že omenila, ni potreben dodatek k sporazumu, vsi ste iz razpisa 2020 ste že zraven sporazuma dobili ta dodatek, ki se tiče izvajanja virtualnih aktivnosti. Projekti iz 2019 ste pa ta dodatek dobili v juniju, juliju lansko leto, ni bilo treba nič podpisati, tako da ta dodatek zagotovo imate. Zdaj pa vidim, da je ena roka tamle gor, tako da kar vabim gospod Bučar, da prižge mikrofon. Ja, jaz sem želela vprašati, če še velja tako, če je virtualna mobilnost bila izvedena, če je lahko dodatno še za isto partnersko državo izvedemo zdaj, če je možno tudi to fizično mobilnost. Seveda lahko, brez težave, samo se morate pa zavedati, da odobrena sredstva se ne povečajo, če vi naredite dodatno aktivnost, tako da ja, lahko. Ja, vse so ostala, ne? Prosim? So ostala sredstva, ker je pač 15%, ostalo je 85%, se pravi, tisto lahko v primeru, da odobrijo ravnatelji, lahko uporabimo z manjšim številom za dodatno fizično aktivnost, če je možno. Seveda, brez težave lahko to izvedete, ja. Potem je bilo še nekaj vprašanj glede podaljšanj projektov. Projekt se lahko podaljša največ do trajanja 36 mesecev, to je maksimum, to je pravilo, ki velja na nivoju Evropske komisije, tako da velja za vse partnerske države v vašem projektu. Za podaljšanje mora najprej poskrbeti glavna koordinatorska organizacija, to uredi pri svoji nacionalni agenciji. Ko je to urejeno, smo mi o tem obveščeni in tudi mi pošljemo v podpis dodatek k sporazumu. Zaradi tega, ker ko pride do podaljšanja, je potrebno urediti dodatek k sporazumu. Za koordinatorske organizacije iz razpisa 2020, pa če želite projekt podaljšati, morate pa zaprositi z obrazcem, ki ga najdete na povezavi, ki je predstavljena na tej drsnici. Zdaj pa vidim, da je še nekaj vprašanj, tako da vabim kar gospo Matejo, da prižge mikrofon. Ja, lep pozdrav vsem skupaj. Dve kratki vprašanci imam. V Mobility Tool neko mobilnost, virtualno ali pa dejansko vnaša glavni koordinator ali vsak za svojo državo? Glavni koordinator mora najprej vnesti opis te aktivnosti, tako da najprej jo mora vnesti glavni koordinator v Mobility Tool, potem pa vi vnesete udeležence svoje organizacije. Se pravi, če sem jaz gostitelj, pa gostujem še 5 drugih držav, vnesem jaz udeležence sam za svojo državo ali ker sem gostitelj za vse? Ne, samo za svojo organizacijo, pa glede na to, da ste vi gostitelj, ne vnašate udeležencev. Samo kadar ste vi pošiljatelj, to se pravi, ko greste vi na aktivnost, takrat vi vnesete udeležence. Kadar gostite, vi niste upravičeni do sredstev, vi krijete v tem primeru iz sredstev za upravljanje in vodenje projekta. Ti pa zaradi stroškov ta Mobility Tool vnosnote. Še eno kratko vprašanje, recimo, da imam jaz, ko je bil projekt, ko se je začelo planirano, recimo, da bom gostovala 5 delovnih dni, a lahko jaz to skrajšam za 1 delovni dan, recimo pa naredim pri nas mobilnost v Sloveniji za 4 delovne dni. Tu bo zimski čas, korona, je to možno glede na situacijo, ko zdaj to prilagajamo? Lahko, samo se morate pa zavedati, da bojo potem vaši partnerji upravičeni do sredstev samo za 4 oziroma 6 dni. Če so imeli odobreno za pač toliko več, bojo upravičeni pol do toliko manj sredstev in zdaj, če bojo hoteli porabiti vsa sredstva, bo treba kakšno aktivnost potem podaljšati oziroma poslati na kakšno aktivnost, kakšnega udeleženca več. Hvala lepa. Pa še gospa Stanka.
En lep pozdrav v mojem imenu. Mene pa zanima, mi imamo zatečene projekte še iz leta 2020 pa 2021, ki smo jih dobili. Smo jih uspešno podaljševali, sam tik pred izvedbo nam je korona vedno prekinila. Zdaj imamo planirano za izvedbo vse aktivnosti, vendar pa projekti potečejo konec januarja. Ne vem, če enega se definitivno ne da podaljšati, mi bi ga pa izvedli, ker smo že vzpostavili kontakt z vsemi partnerskimi organizacijami, se dogovarjamo, kaj storiti. Ja, podaljšate lahko največ do trajanja 36 mesecev, ne? To je maksimum. Če zdaj nimate podaljšano do tega maksimuma, potem lahko zaprosite za ponovno podaljšanje, ne? Izrednega podaljšanja pa zaradi korone ni, ker nam je res mi smo imeli že vse napovedane in karte rezervirane in vse, samo nas partnerske organizacije pač niso zaradi upravičenega stanja sprejele, ne, imamo pa že vse predvideno, zdaj za naprej. Ne, maksimalno se lahko projekte podaljša do trajanja 36 mesecev. Podaljšanje nad tem trajanjem žal ni mogoče in to je res pravilo s strani Evropske komisije. Hvala za odgovor. Zdaj potem skenslamo mi te aktivnosti, ki jih imamo in vrnemo denar, čeprav so rečemo dijaki pripravljeni in partnerske organizacije tudi. Ja, zdaj imate možnost pač do konca pogodbenega obdobja izvesti aktivnosti, če ne gre drugače, razmisliti o tem, da mogoče naredite kakšno kombinirano aktivnost, naredite kakšno virtualno aktivnost, tako da probajte čim več iztisniti, kar se da, ne? Ok, hvala lepa za odgovor. Je še kakšno vprašanje? Pa bi prosila še gospo Vesno, da si prižge mikrofonček in vpraša. Pozdravljeni. Jaz bi pa vprašala naslednje, namreč glede sprememb LTT aktivnosti. Trenutno smo vrstni red zamenjali in tista aktivnost, ki je bila namenjena bolj končni evalvaciji s strokovnimi delavci, smo jo zdaj izvedli prejšnji teden, ker je bilo to možno, ker smo se pogovarjali tudi, kako seveda naprej. Zdaj pa mene zanima za naslednjo mobilnost, ali lahko mogoče se gre tokrat brez otrok, pa otroke potem peljemo v katero drugo državo, pa da jih več takrat vzamemo. Lahko, mislim, to je stvar dogovora med vami, vodstvom šole in ostalimi partnerstvi, to je čisto mogoče, a ne, vi lahko tip aktivnosti zamenjate, drugačen plan zdaj naredite, a ne, ampak to se je treba vse dogovoriti z vodstvom, z udeleženci, z ostalimi partnerji in ko boste imeli to enkrat dogovorjeno, javite svoji skrbnici, kaj ste se dogovorili. Ja, ker zdaj recimo je planiran Berlin in mi smo temno rdeči in dejansko je potrebno, če niso otroci cepljeni in seveda, če so starejši od 12 let, morajo iti 5 dni v karanteno, koliko je meni znano, ne? Ja, drži, res je, tako da ja, lahko, mislim, nobene težave, lahko zamenjate, pač naredite aktivnost samo za osebje, pa naredite pač enkrat drugič pa aktivnost za učence, pa peljete na tisto aktivnost več učencev, tako da vse te variacije so možne in dovoljene, no. Dobro, najlepše hvala. Pa vabim gospo Vido. Lepo pozdravljeni. Moje vprašanje, dve imam. Prvo bi bilo, če je že katera od kolegic ali kolegov imel kdaj situacijo, da bi ob gostenju drugih partnerskih šol in učencev imel tako, da bi učenci ne bi bivali pri družinah, ampak recimo, ne vem, v hostlu ali kje drugje, prav zaradi teh koronskih razlogov, ker imam občutek, da se starši bojijo
Jaz sem imela. otroke v družine. Jaz bi tukaj ustavila ta vprašanja in to izmenjavo izkušenj smo si zamislili v drugem delu srečanja, ko vas bomo razdelili v skupine, kjer boste imeli prav možnost si izmenjati izkušnje. Drugače pa je tudi to mogoče, da namesto pač gostiteljskih družin se zdaj odločite, da bojo učenci oziroma dijaki rajš bivali v hotelu, v hostlu. Je to zdaj pri nekaterih kar praksa zaradi pač tega, da čim bolj omejimo te stike. Pa lahko jaz samo nekaj pripomnim, jaz samo to. Jaz mislim, da ta vprašanja in vse te stvari so zdaj zelo dobrodošli, ko nas je več skupaj. Vsi imamo namreč enake probleme in če jaz vem mnenja od drugih oziroma njihove izkušnje, mi bo to zelo pomagalo. Jaz zdaj naslednji mesec v začetku gostim 30 ljudi, vsi spijo v hotelu, ker pač zahtevamo in PC pogoj in vse to in izkušnje z ostalih šol bi bile meni zelo koristne. Ne samo po skupini, ampak po govoru. Mislim, da to rabimo zdaj. Sej boste imeli to možnost v skupinah, sam vas je pa zdaj 130 tukaj in če vam damo vsem naenkrat možnost pogovora, ne bo vsak prišel do besede, zaradi tega smo si pa prav zamislili, da vas razdelimo v manjše skupine, kjer si boste lahko to delili. Tisto, kar bo pa ostalo nerešeno v vaši skupini, boste imeli pa možnost zapisati tudi na Padlet oziroma deliti, ker se bomo po skupinah tudi še srečali potem skupaj. Hvala za odgovor. A lahko postavim samo še eno kratko vprašanje? Sicer se bojim, da ni čist tema tega, ampak samo tole. Mi smo pravkar zaključili en projekt, takle, K229. In šola, ki je bila koordinatorska šola, mimogrede zelo neaktivna, zdaj pravi, da oni ne smejo napisati končnega poročila, preden ga vse šole, partnerske šole, ne oddajo oziroma ne dajo v Mobility Tool. Ali je to res? Ja, to drži, zaradi tega, ker je oddaja končnega koordinatorskega poročila povezana z oddajo partnerskih končnih poročil. Ja, to drži. Samo še to, bomo ostale partnerske šole videle končno poročilo od koordinatorske šole? Ja, vi ga lahko že zdaj vidite v svojem Mobility Toolu, greste na ta zadnji zavihek, ki ga imate, Partnership Dashboard, in če kliknete na to koordinatorsko organizacijo, ki ima tako, je številka projekta, pa je spodaj podčrtaj in enka, in če kliknete tam, se vam bo odprl Mobility Tool vašega koordinatorja in imate možnost pogledati, kaj je zapisan v končnem poročilu. Če ni nič zapisano, pa nič ne vidimo, ker to pogojujejo s tem, da mi najprej oddamo, potem bojo pa oni sploh kaj Ne, je tako, da oni morajo najprej predoddati, da lahko šele vi oddate. Ja, hvala lepa za odgovor. Pa gospa Nataša? Ja, pozdravljeni. Jaz imam pa eno vprašanje v povezavi z Mobility Toolom. Mi smo šola partnerica in smo pravkar gostili prvo LTT aktivnost in koordinator želi v Mobility Tool vnesti to dejavnost, pa mu napiše v bistvu, da ne gre, da ima dostop samo za ogled in ne za urejanje. To se mora pa obrniti na svojo nacionalno agencijo, lahko da je pač prišlo do spremembe kontaktne osebe in ta kontaktna oseba nima zdaj edit pravic v Mobility Toolu, tako da to morajo na svoji nacionalni agenciji urediti. Ampak on je bil vedno kontaktna oseba od samega začetka, torej on je že prijavljal, on je bil tista oseba. Naj se obrne na svojo nacionalno agencijo, oni bojo to lahko uredili, mi ne moramo za vašega partnerja tega urediti. Dobro, hvala. Pa še zadnje vprašanje, ki ga zdaj v tem delu sprejmemo, gospa Božena.
Dober dan. Jaz imam pa v bistvu vprašanje, kar se tiče te virtualne mobilnosti. Ali je mogoče v bistvu, da so te 4 ure na 2 različna dneva? Ne, Ne. ne, to je pa zdaj se je že tako ali pa tako pravilo spremenilo, da je minimalno trajanje en dan in to ne bi pa res potekalo v kosu. Hvala. Evo, zdaj gremo pa naprej, zdaj gremo pa na primere iz prakse in kar predajam besedo sodelavki. Lep pozdrav še v mojem imenu. Vidim, da je tale dogodek bil potreben, da se je debata že kar razživela zelo zgodaj. Bomo res, mi smo rekli okvirno, da bo to trajalo pač 2 uri, ampak če boste imeli kaj za povedati, če boste pripravljeni sodelovati, spraševati, komentirati, bomo pa tudi potegnili, če bo potrebno. Bi pa zdaj najprej res šli še na 2 primera, bi se predstavila 2 primera. Jaz sem prejšnji teden v bistvu sem govorila z eno pogodbenico tudi o tem, kako se je zdaj, kako je težko organizirati mobilnost, pa ne veš, pa eno pa drugo, in potem je rekla, v bistvu se je pa treba samo odločiti, pa zbrati pogum, pa iti, in potem, ko greš, potem se pa vse stvari kar nekako uredijo, pa vse gre, pa vse se sproti reši, a ne. In to, da tako, da gre, da je treba iti, zelo dobro vejo tudi na osnovni šoli Prežihovega Voranca Bistrica oziroma koordinator projektov gospod Andrej Nemec, ki se nam bo danes javil kar iz LTT aktivnosti v Grčiji. Mislim, da je z njim tudi predstavnica gostiteljske šole. Ni pa ta aktivnost, LTT aktivnost, ki zdaj poteka v Grčiji za osebje, v bistvu tista LTT aktivnost, ki nam jo bo predstavil, zato ker so v prejšnjem mesecu, torej v septembru, so izvedli pa tudi LTT aktivnost na Madžarskem z učenci, tako da smo ga prosili, da nam predstavi, kako v teh korona oziroma po korona časih izgleda LTT aktivnost z učenci, tako da gospod Nemec, kar izvolite, beseda je vaša. Torej, dober dan, upam, da se slišimo. Se slišimo? Ja, se slišimo. In tudi vidimo. Hvala za besedo. Kot rečeno, smo z našo ekipo trenutno v Grčiji, imamo slabo vreme, tako da smo zdaj, kot rečeno, ne bomo mogoče toliko govorili o projektu, s katerim smo sedaj tukaj v Grčiji, ampak torej v dogovoru z MEPIOS-om bi vam malo predstavili par izkušenj, kako smo izvedli torej fizične mobilnosti v prejšnjih mesecih. Torej, ravno v mesecu septembru, kot je gospa Mateja povedala, smo bili na Madžarskem, torej en teden, in sicer jaz za sodelavko. Tudi sodelavka je danes tukaj z mano, nažalost grških kolegov ni, tako da se opravičujem za njihovo odsotnost, imajo polno drugega dela v teh časih, pa tudi terminsko se jim ni izšlo. Prostite, gospod Nemec, vas mečkam, saj meni prekinja. Aha, a bi mogoče, da izklopite kamero? Ja, dajte probati izklopiti kamero, da če bo boljša povezava. Ja. Ja, smo tukaj, če kaj ne bo šlo, pa mi prosim povejte. Ja, ok, zdaj vas slišimo. Trenutno vas slišimo, tako da je lahko, ja. Dobro, če slučajno ne bo, mi prosim povejte, me kar prekinite, pa bomo poskušali rešiti tehnične težave. Torej, kot rečeno, smo z našo šolo opravili v okviru šolskega K2 projekta izmenjavo na Madžarskem v mesecu septembru. In torej z mano je sodelavka, ki je tudi tukaj z mano v Grčiji, magister Erika Hvala, drugače vodja našega vrtca, tako da lahko tudi ona kako izkušnjo pove, kajti vodila je projekt, ki pa se je v mesecu juniju iztekel, oziroma mesecu avgustu, in smo opravili že junija, torej ravno, ko se je nekako koronsko obdobje vihravo
zaključevalo tudi mobilnost v Estonijo, torej fizično mobilnost, ki pa je bila tudi kar podvig. Torej, mogoče bi jaz povedal, da smo mi šli na Madžarsko, sosednja država torej, in smo imeli to srečo, da na Madžarskem ni nekih koronskih ukrepov, tako da smo dejansko bili, bi rekel, v enem smislu skoraj normalnem okolju. Tudi madžarska šola ni imela nobenih nekih koronskih pravil, razen razkuževanja. Seveda pa, če je kdo želel, je lahko imel tudi maske in tako dalje, ampak to torej ni bilo pogoje. Se slabo spet sliši? Ja, nekaj vas prekinja vmes, ampak... Bomo poskušali priklopiti na mobilne podatke vmes, če bo potem bolje. Samo sekundo še. Večinoma se vas dobro sliši, vmes pa začne potem malo odmevati, saj meni, no. Mislim, da tudi ostalim, kakor sem videla. Bomo poskušali zdaj, oziroma če me zdaj slišite, če je kaj boljše. Zdajle vas bolje slišim, ja? V redu, upam, da bo zdaj potem šlo. Torej, če se vrnemo na madžarsko mobilnost, vzeli smo zraven dve učenki, ki sta izpolnjevali pogoje, kajti pač s tem smo si nekako, bi rekel, zagarantirali, da če bi se karkoli zgodilo, da sta učenki torej imeli pokrito res vse, torej bili sta cepljeni, da povem kar direktno, zlasti v primeru, kajti ko smo se vrnili, če bi katerakoli zbolela, da smo imeli potem stvari nekako pokrite tudi v odnosu do staršev. Mislim, da je to pomemben dejavnik bil, da smo se tudi se starši dogovorili, da so potem se strinjali, da sta učenki potem tudi potovali. Seveda pa ni pa to pogoj, da bi mi zaradi tega torej izbrali samo te učence. Bi samo še predal besedo sodelavki, ker nekaj želi dodati. Ja, morda to, da izbira učencev je bila, v bistvu, mi smo zadnji teden morali spremeniti izbiro učencev, ker smo imeli okužbe na šoli. In izbrana učenka je bila dejansko v izolaciji, ne. Tako da bodite pripravljeni na hitro spreminjati stvari. Najpomembneje je tudi, da imate mogoče učence v rezervi ali celo strokovne delavce v rezervi, ki bi bili pripravljeni na hitro vskočiti na mobilnost. Mi smo na srečo našli, je pa resno bil tihi dogovor med vsemi partnerji, ker namreč naši učenci so gostovali pri madžarskih družinah, da poiščemo otroke s pogoji. Tudi če ne bi imeli pogoj C, bi otroci pač bili testirani za potovanje. Tako da to mogoče je bila naša izkušnja in to bi recimo svetovali tudi našim, v bistvu, vsem, ki se odpravljate na pot z učenci. Lahko pa pride tudi do bolezni, se pravi okužb med strokovnimi delavci, ki se odpravljajo na pot. Tako da upam, da se je to zdaj slišalo, gospa Mateja, v redu? Se je slišalo? To se mi zdi tako zelo pomemben dejavnik, ne. Torej, mi smo svojo mobilnost lahko izvedli na tak način, da so učenci stanovali pri svojih vrstnikih na Madžarskem, torej noben ni rabil iti v hotel ali kaj podobnega ali hostel. In je pa res, da pa so madžarski gostitelji imeli kar nekaj težav, da so zadostili vsem kapacitetam za vse učence, ki so torej pripotovali iz partnerskih držav. Pa mogoče je tudi korona bila nek dejavnik, da nekako vsi starši niso bili pripravljeni gostiti vse sodelujoče učence, tako da so potem tudi morali nekako vključiti sodelavce za šole, pa potem tudi, kako bomo rekli,
sorodstvo teh sodelavcev oziroma sodelujočih učiteljev smo uspeli potem z nekaj težavicami, bom rekel, bolj težavice kot pa težave, pokriti potem tudi to, da so učenci bili lahko res vsi nastanjeni pri svojih vrstnikih. Kajti nekako v naših projektih je to že vrsto let tradicija, da so učenci pri svojih vrstnikih in tudi tukaj nismo želeli nekako tega spremeniti. Seveda bi pa se prilagodili, če bi to bilo potrebno. Tako da mogoče to iz te plati. Zdaj v Grčiji smo bolj kot ne samo kader, tako da tukaj ni taki problem. Je pa pač tudi pogoj PCT seveda, tako da se v Grčiji to kar jemlje. Te zadeve so dokaj, bom rekel, na zavarovanem nivoju. Tudi v šolo nimaš načeloma vstopa, če seveda rabiš pogoj P ali C, torej kot smo že navajeni na te kratice. Tako da drugače pa ni pa seveda to potem pogoj za potovanje. Je pa marsikaj na to vezano in je potem tudi lažje seveda v praksi. Mogoče zdaj okoli tega, zdaj če še sodelavka pove, kako je bilo v Estoniji. Ja, torej mi smo se v Estonijo odpravili lani junija. Najprej smo izvedli maja virtualno mobilnost, v bistvu kot možnost, kajti projekt se je zaključeval z koncem avgusta, potem pa smo vseeno dejansko se vsi skupaj dogovorili, da poskušamo izvesti fizično mobilnost, vendar v tem primeru je bila samo za strokovno osebje. Eden izmed partnerjev, Španija, pa niso nekako mogli fizično potovati, so imeli prepoved potovanj, tako da je bila ta kombinirana mobilnost za enega izmed partnerjev virtualna, ostali smo pa bili v fizični obliki. Torej, bila je ena taka izkušnja, torej pogoji so bili potrebni za vse strokovne delavce, preverjali so, bili smo eni izmed redkih tujcev takrat v Estoniji, vendar smo dejansko videli, da se je splačalo iti nekako, da smo res kvalitetno zaključili projekt, se dogovorili še o ostalih zadevah. Tako, zdaj, če še, ne vem, bi mi nekaj mogoče opozorili, če mislite, da še kaj potrebno. Mi smo zdaj poskušali biti bolj kratki, ali gremo kar na kakva vprašanja, če so vse kakva vprašanja. Bomo tako naredili, da se bo predstavil še drugi primer iz prakse, bi vas pa prosila, če ostanete z nami, pa bi potem, ko slišimo še drugi primer, bi pa potem pa vsekakor možnost še za vprašanja, tako da če ima kdo kakšno vprašanje, dajte še 10 minut počakati, pa bomo potem tudi odgovorili oziroma bodo naši primeri odgovorili na vprašanja. Tako da zaenkrat hvala, gospod Nemec in gospa Erika. Je pa danes z nami tudi gospa Renata Jakič iz osnovne šole Apače. Zdaj, jaz recimo spremljam osnovno šolo na družabnih omrežjih in sem recimo v zadnjem mesecu, po moje ni menilo tedna, da ne bi bile objave, smo bili na mobilnosti tam, smo bili na mobilnosti drugje, res en kup. Še prejšnji teden, ko sem pa govorila z gospo Renato, pa sem rekla, a sem vas ujela doma, je pa rekla, ja, zdaj pa gostimo 2 poljski učiteljici na naši šoli, tako da res en kup različnih izkušenj. Smo jo pa danes poprosili, da bi nam predvsem predstavila LTT aktivnost, ki je potekala v okviru K2 projekta, ki ga koordinira njihova šola, mislim, da 14 dni ali 10 dni nazaj v Grčiji in ki je bila izvedena v kombinirani obliki. Torej, eni partnerji so sodelovali spletno, pa tudi učenci so se pridružili spletno. Več nam bo pa povedala kar gospa Jakič sama, tako da lepo vabljeni k besedi. Torej, hvala lepa za besedo, lep pozdrav. Z moje strani čisto na kratko se vam pokažem, vam pomaham, potem bom pa tudi jaz izklopila kamero, ker imam občutek, da tudi meni prekinja, upam, da me slišite. Slišimo, ampak vas mečkam prekinja, ja. No, fino. Ja, prekinja, bom kar izklopila kamero, da lahko, da bo morda boljše. Tako, torej, mi smo nekje pred 10 dnevi smo se vrnili iz Seriona, ker nam je torej uspelo v živo izvesti prvo LTT srečanje.
našega projekta, in sicer smo v partnerstvu 6 šol nas je. In moram že v začetku povedati, da smo meseca junija, ko smo torej na novo razporejali naše LT aktivnosti, naredili eno spremembo in smo torej prestavili termine grških partnerjev in smo torej šli najprej v Grčijo. In že takrat smo se torej odločili, da, ker nismo vedeli, kakšna bo situacija meseca septembra, da ne načrtujemo, da potujejo z nami učenci, ampak da bomo učence priključili virtualno. No, nekako do 1. septembra še nismo vedeli, ali bomo smeli, torej, ali bomo dobili iz Grčije torej dovoljenje, da smemo obiskati šolo. In takoj, ko smo torej dobili zeleno luč, nas je pa spet presenetil nemški kolega, ki je tudi dobil prepoved svojo ekipo potovanja. Tako da smo morali, če smo že planirali prej, da bomo imeli torej učence nadaljavo, planirati tudi, da bomo vključili nemško ekipo. In je torej učiteljica v Grčiji res naredila ogromno delo, tudi zelo dobro je načrtovala, tako da smo se mi v bistvu že v štartu, torej smo vedeli, preden smo potovali, da bomo izvedli kombinirano tako za učence kot za učitelje. Naslov naše LTT aktivnosti je bil Zgodovina pod drevesom, zakaj pa ne. Načrtovane so bile v bistvu aktivnosti čim več na terenu, ampak smo se morali prilagoditi torej zaradi te virtualne situacije. In kolegica je torej pripravila natančen časovni načrt in določene aktivnosti smo učitelji, ki smo bili torej v Grčiji, izvedli torej na terenu. Potem smo se pa z nemškimi kolegi torej dobili že kar prvi dan, kjer smo se torej pripravljali na terensko delo za naslednje dni. In je bilo v bistvu tako, da nas je, ne vem, če ste spremljali situacijo, mi, ko smo oziroma še nismo pripotovali, smo dobili že vesti, da je bil močan potres v Heraklionu. In je bilo treba spet narediti načrt, ne več B, ne vem, kateri je že bil, in smo torej začetne aktivnosti prestavili torej v hotel. Potem smo še isti dan izvedeli, da šole ostanejo zaprte, tudi v bistvu hospitacijo, ki smo jo imeli načrtovani, je odpadla, ampak nekako smo se torej znašli. Na srečo nam ni nagajala tehnika, tako da smo lahko imeli ta naša virtualna srečanja, tako kot smo jih v bistvu sami že v sami pripravi torej načrtovali. Kot sem že dejala, je kolegica torej zelo skrbno načrtovala, in sicer je bilo načrtovano in izpeljali tudi z učitelji so bili virtualno z nami 3 dni, učenci so pa bili torej vključeni v virtualne aktivnosti 2 dneva, in sicer je šlo za, učitelji so bili z nami 4 do 6, kakšen dan, prvi dan je bilo 6 ur, potem je bilo 5 ur, zadnji dan 4 ure, učenci so pa bili z nami torej 2 dneva in so torej sodelovali v aktivnostih 4 ure. Učitelji smo torej morali prevzeti tudi vlogo učencev in tako nas je poslala, torej, ko smo obiskali palačo Knossos, smo kar mi dobili učne liste in smo torej reševali. Ko smo se pa vrnili v grško šolo, so se nam priključili učenci in smo torej učitelji najprej poročali, torej kaj smo videli, kaj smo delali. Potem je pa učiteljica imela res zelo skrbno pripravljeno gradivo, filmčki z nalogami in so torej učenci torej so bili priključeni torej iz posameznih šol in so torej sodelovali v vseh, ki je učiteljica torej pripravila. Kaj je to pomenilo logistično? Je bilo sledeče, potovali smo torej iz vsake šole, so bili prisotni v Grčiji 3 učitelji,
Vsaka šola je pa zagotovila še enega učitelja, ki je torej bil na šoli in je pripravil torej prostor za izvajanje te LTT aktivnosti in je bil torej učencem na razpolago, če bi bile kakšne tehnične težave oziroma jih je spodbujal in jih je motiviral. In moram reči, da ko smo naredili evalvacijo torej učencev in učiteljev, ki so bili virtualno, so bili torej odzivi izjemno dobri, kljub temu, da so bili vsi žalostni, da nismo uspeli torej, da bi se nam učenci, so pa vseeno učenci bili, bom rekla, zelo motivirani, veseli in so z izjemnim veseljem tudi sodelovali v teh virtualnih nalogah, ki jih je torej učiteljica pripravila. Zdaj v bistvu smo pa že v divjih načrtovanjih oziroma že v pripravah za našo naslednjo LTT aktivnost, ki bo pa čez malo manj kot mesec dni, in sicer se odpravljamo na Portugalsko, tokrat se pa odpravljamo z učenci. Že v Grčiji smo imeli torej sestanek, kjer nas je kolegica seznanila torej s tem, da so starši oziroma da v Grčiji je precepljenost 80% in da bodo učenci stanovali torej pri družinah in da se družine izjemno veselijo torej prihoda učencev. Je pa bila dilema, vsaj pri nas, v drugih državah teh težav nimajo, ali bodo torej pripravljeni sprejeti v svojo družino tudi otroka, ki je testiran. In smo torej čakali ta teden odgovor kolegice in torej starši na Portugalskem ne vidijo torej nobenih težav, so pripravljeni, da z odprtimi rokami sprejmejo tudi testiranega otroka. Tako da ja, upamo na najboljše in smo prepričani, da bo torej vse ok. Jaz sem tako zdaj na hitro vam predstavila, zdaj če imate kako vprašanje, z veseljem odgovorim. Super, najlepša hvala. Je bilo tudi že vprašanje v chatu, če bi mogoče lahko delili shemo oziroma urnik, verjetno mišljeno v bistvu program, kako je bila ta vaša LTT aktivnost v Grčiji razdeljena, a ne, ker tudi druge šole, drugi koordinatorji načrtujejo te kombinirane LTT aktivnosti in verjetno bi bilo kakšna taka shema jim zelo v pomoč, tako da če boste to pripravljeni deliti, bi bilo super, no. Z veseljem. Naj vas ne moti, da je v nemščini, saj obstajajo, ker mi izvajamo namreč naš projekt v nemščini, obstajajo torej ti raznorazni prevajalniki, pa si boste vrgli v prevajalnik. Mogoče bi še povedala to, pa tudi če želite, vam delim tudi ta link. Izjemno dobro se je spomnila grška kolegica in je torej po dnevih v Padletu pripravila te aktivnosti. Je en Padlet in je bil torej po dnevih in tam je bilo vso gradivo. Vse to je bilo objavljeno v TwinSpaceu in so torej imeli učitelji in učenci dostop do tega gradiva in ni bilo nobenih težav. Tako da tudi to vam lahko vam posredujem. Če lahko, ali pa če imate kar povezavo v chat, če nalimate, bomo zelo hvaležni. Če ima kdo kakšno vprašanje, zdaj še za katerikoli primer, oziroma tako bom rekla, dajte vsi, ki vidim, da ste se zdaj še začeli javljati, da lahko tudi vi delite. Ne vem, če se spomnite, ampak obstaja neka e-twinning skupina odobrenih projektov. Mi smo sicer poskušali, da bi bila kaj aktivna, pa nam ni preveč dobro uspelo, ampak mogoče je pa to priložnost, no, da jo pa zalaufamo še enkrat, tako da če bi tam noter nalimali te stvari, da bi se delile, bi bilo tudi super, no. Pa boste potem imeli tudi ostali udeleženci dostop do tega. Dobro, bomo pa tam objavili, v redu. Tudi, ja. Če so pa še kakšno vprašanje, pa kar lahko ali dvignete roko ali pa si kar priklopite mikrofon, če ima kdo kakšno vprašanje ali za gospoda Nemca ali za gospod Jakič. Tako da prosim. Jaz v bistvu samo mogoče glede te e-twinning skupine, a je bila podaljšana? Ker se v bistvu končajo.
Ne, to je kot skupina, ni kot projekt, tako da je še vedno aktivna, seveda. Okej. Če ni trenutno nekih vprašanj, verjamem, da si boste imeli tudi v nadaljevanju še veliko za povedati oziroma izmenjati, bi pa jaz predlagala, da zdajle naredimo 5 minut odmora, zato da lahko vi ali skočite na WC ali pa kaj popiti, da boste potem pripravljeni res za sodelovanje, za delo, pa zato, da vas mi dokončno razdelimo po skupinah. Tako da rečemo, da tamle ene 28, 2 minute do pol ali pa v pol pa spet začnemo. Tako da hvala za enkrat.